To je, ne vem, največja stopnja kriminala, največja stopnja umora, ampak jaz moram povedati, da sem imel tam vrhunske izkušnje, ljudje so me gostili, dva sta imela nož, en imel neko mačeto in pač jaz itak, tudi ne glede na to, da nisem nekak španska, razumel sem vedel, kaj hočejo, ne. Rekli so mi za denar, za potni list, pa za telefon. Kanada, Aljaska, to je polno medvedov. Jaz skupno na poti sem po mojem naletel na 50-60 medvedov, sigurno, če ne več. Marsikdo me obsoja, pa reče, si lenuh, nočeš delati. Ni res. Jaz sem mlad začel delati, zgubil sem starše, mamo pri 18 letih za en dan pred rojstnim dnevom. Tako da sem navajen delati, jaz sem zgodaj začel delati, zdaj bom. Dragi gledalci, danes je moj gost Oliver Tič. To je oseba, ki je prehodila 25.000 kilometrov od čist juga Južne Amerike do severa Severne Amerike, se pravi Aljaske. Hodil je 993 dni, prehodil 15 držav, tako da res izjemen podvig, zato gledajte ta intervju do konca. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, še za več takih zanimivih intervjujev. Zdaj pa greva, Oliver, kar k tebi. Sem to, kar sem povedal, vse prav povedal, ali sem kaj zgrešil? Najprej lepo zdrav vsem gledalcem, pa hvala za povabilo. Ja, številke držijo. Zdaj je še veliko stvari, ko se bom pogovoril, ampak vse to, kar je navedeno, drži popolnoma. Čisto na začetku me zanima, kako si sploh do te ideje prišel? V bistvu, tako bom rekel, vse ta ideja oziroma želja je trajala več let, ampak nikoli nisem zbral nekega poguma. Ampak vedno sem si poskusil, sem želel nekaj v življenju drugega početi. Ne vem, pred letih sem bral knjige teh popotnikov, ko so kolesarili. In sem gledal, ne vem, nekoga je bil, se še spomnim uživo, sem bral knjigo in je bil sred puščave Atakame in sem pač njegove prigode prebiral in sem se rekel, Oli, nekega dne bi pa jaz tudi bil tam, ne. Ampak potem itak ne moreš iti takoj na veliko, ker ne veš, ali boš užival v tem, ali ti bo uspelo, in sem se v bistvu odločil leta 2014, da grem peš čez Slovenijo. Takrat sem se odpravil prvič na poti iz Lendave do Portoroža. Takrat sem imel tudi spremljevalno vozilo, sem spal vsak dan v avtodomu, imel tuš, spal v topli postli. Pol sem poskusil, sem užival v tem, pol sem se naslednje leto sam odpravil iz mojih domačih Slovenskih Konjic do morja. Pol je bil čas za naslednjo avanturo, leta 2016 sem se odpravil peš čez ZDA, od obale do obale. Takrat sem v 6 mesecih prehodil 6840, pol je prišel pa ta večji projekt, o katerem bom več stvari povedala v nadaljevanju. Če sem se prav zapomnil, rekel si tudi, da ni bilo poguma, ne? Ja, drži. Kaj si s tem mislil? Ja, v bistvu, tako marsikdo pri nas ne gremo, težko gremo ljudje iz cone udobja, ne. Doma si, imaš toplo tuš vsak dan, toplo postlo in včasih si bi rekel, zakaj bi nekaj probal, ker ne upaš, ne veš, če boš vse to zgubil oziroma kako se boš počutil na poti. To je bil ena izmed stvari. Druga, osebnostno nisem vedel, a mi bo fizično uspelo prehoditi to kilometrov. Osebno sem zelo vezan na prijatelje, vedel sem, da verjetno jih bom pogrešal, nisem bil vajen spanja v šotoru, ne vem, ta pot zadnja, ovire z jezikom, španščina, tako da veliko je teh izgovorov, po domače rečeno, takrat so bili izgovori, ampak pol sem prek vsega šel in sem rekel, glej, poskusil bom, jaz tako govorim v življenju, vedno rečem, rač nekaj probam, pa mi magari spodleti, ko pa da sploh ne probam in nikoli v življenju ne bom vedel, bo ali ne bo, tako da se rač lotim, pa če bo, bo. No, sej, jaz sem to vprašal, da ne bilo nič težkega, ampak jaz vem, da je to zelo težko, ker že sam, ko grem za en mesec od doma, bom rekel, čisto enostavno pa ni jet, ne, bi se zlagal, če bi rekel, ne. Ti si šel pa za skoraj 3 leta, ne, dobro, sicer pol te je korona prekinila, si prišel malo domov, ampak si šel potem nazaj, ne, tako da bi skoraj rekel, da te 3 leta ni bilo doma, tako da to vsaka čast. Pa si imel kdaj domotožje? Ja, ne bom rekel, nisem jaz tiste vrste influencer oziroma nek popotnik, bi rekel, da je vedno lepo, tudi sam veš iz svoje izkušnje. Prijo tudi slabi trenutki, valjda, da prijo, tudi doma si ni vedno vse super, ampak bom rekel, da jih je bilo zelo, zelo malo, ampak takrat, ko prije pa kak slab dan, naprimer ena tako štorija, ne vem, si v šotoru, zunaj dežuje, tudi po, ne vem, po 5-6 urah nalival ti premoči, je mokro, te pokličejo kolegi, ko se nekje družijo in v tistem trenutku bi valjda bil s kolegami rajško pa na poti, ampak vsak tak slab dan se konča in jaz sem vedno vedel, da pride novo jutro, nov dan, ko bom doživel ogromno lepih stvari, tako da teh slabih dnevov ali pa trenutkov je bilo zelo, zelo malo, no. So bili pa verjetno bolj na začetku, kot na koncu, ali?
Čisto odvisno, moram reči, da prvi dnevi so bili za mene kar slabi, no. Prvi 14 dni, tako sem omenil, jaz nisem bil navajen kampirati, si v drugi državi, ne poznaš jezika, ne veš, kako te bo ljudje sprejeli. In po enem tednu, 10 dneh sem si rekel, Oli, kaj si ti za to tu, da boš užival, ali ne vem kaj, češ komu karkoli dokazati, ne. In ja, po enem tednu, po 10 dneh sem spadal v nek tisti ritem, se zjutraj zbudiš, zvečer, tako prehodiš 50 km, si utrujen. Tudi če slišiš kaj okoli še dobro, si tako utrujen, da zaspiš, te ni več strah. In tudi rekel sem si, pač uživam v tem, sprosti se in pol je šlo vse. Ni šlo gladko, ampak je bilo super, no, ni bilo nekih večjih težav. No, se to je verjeten kar izziv, da greš ti, mislim, kampiraš tam, pa mogoče tam na jugu Južne Amerike, ki ni neke vročine, to pomeni manj plazivcev, manj vsega tega je verjeten malo lažji, ki pa tam nekje, da gruntaš, kje bo kakšna kača prišla, pa take zadeve, ali ne, pol, pa Južna Amerika še to verjeten, tudi ropari, tudi Evropa so te, ne? Ja, ampak ta rop se je zgodil sicer v Kolumbiji. To je pač, jaz še vedno rečem, to je ena stvar slaba v 3 letih, to je zanemarljivo, pač se bi lahko zgodilo mi tudi kjerkoli drugje, mogoče tam večja možnost. Ampak ne glede na ta rob, sem doživel tu lepi stvari, ne vem, če omenim ena država, v El Salvador, ljudje poznamo iz medijev, to je, ne vem, največja stopnja kriminala, največja stopnja umora, ampak jaz moram povedati, da sem imel tam vrhunske izkušnje, ljudje so me gostili. Kar se tiče pa teh vremenskih razmer na poti, pa ja, južni, jaz sem bil takrat oktobra in takrat se je zima ravno zaključevala, so bile kar dobre razmere, ne vem, sem imel v Hondurasu, sem imel plus 40 stopinj, na severu Kanade sem imel minus 22 stopinj, na Aljaski so bili medvedi, ampak to je del zgodbe, to je nekaj, kar paše zraven, ker tako bom rekel, če je bilo čisto enostavno, bi mogoče to vsi počeli, tako da to paše zraven in to doda neko dodano vrednost, pa tudi meni osebno sem na osnovi tega postal tudi bolj samozavesten, sem znal se odreagirati v nekih situacijah, šele takrat, ko si postavljen, veš, kako boš odreagiral, tako da to je del zgodbe. Se pravi, potovanje ti sigurno daje tudi neko samozavest in tako naprej. Ja, definitivno, marsikaj sem se naučil, jaz vedno rečem, ko se s kom pogovarjam, jaz nisem šel na to pot zato, da bi iskal samega sebe, ne vem, da nisem vedel, kaj bi sam seboj, ampak pridobiš pa na samozavesti, no, in tudi sam prej osebno mogoče mi kdo karkoli rekel, sem bil tiho, pa sem požrl dol, zdaj pa pač tukaj sem dosegel v življenju sam za sebe, da vem, da tudi nisem kar nekdo, ne. Ja, naučilo me je to še bolj važno, kar pa je, da znam ceniti stvari, ko jih imam doma. Tudi že prej sem odraščal v takem otroštvu, da je bilo večkrat, da ni bilo za jesti, oziroma sem bolj, ne vem, ni bilo vse vedno rožnato, ampak v redu, sem preživel, vse super, so ljudje, otroci, ko so živeli veliko slabše življenje kot jaz, ampak znam bolj ceniti doma, varnost doma, pitno vodo, imamo dostop do vode v Sloveniji, nimamo nekih potresov, vse take stvari, ko jih na poti mogoče, oziroma ko jih doma ne ceniš, pride na poti do izraza in meni, ko je nekdo ponudil toplo posteljo, jaz ne vem, več mi je pomenilo, kot pa če bi mi dal 1000 evrov. Svojo pot si začel na jugu Južne Amerike, to na Earthhornu, ali kje si to začel? V bistvu v Ushuaii, ognjena zemlja, Patagonija, to je tam, kjer se v bistvu cesta zaključi, no. Aha, ti si cesto... Tako. Panamerikana, ali tako na Panamerikani, ampak jaz nisem cel cajt sledil, zato ker greš levo desno, ampak začel sem na najjužnejši točki, zaključil sem pa na najsevernejši točki na Aljaski, v bistvu 3 km proč od Arktičnega oceana, v eni vasici, Prudhoe Bay, kjer v bistvu nihče ne živi, ampak to so pač tisti kontejnerji oziroma hoteli za delavce, ki tam črpajo v bistvu olje, no. Tako da tam, ko se cesta zaključi, tam smo zaključili s Carlitos v bistvu, ja. Uropali so te po kateri državi? V Kolumbiji. Kolumbiji. Ja. Kako je bilo to? Jaz sem te spremljal, v šotoru si bil in sta dva prišla in kaj sta nekako celo orožje imela, sta ga pokazala ali ga nista, ali sta sam rekla, da imata, to se ne spomnim. Ja, tako je, jaz moram povedati, da večino časa sem jaz kampiral, spal v šotoru, zato ker moj dnevni budžet je bil približno 10 evrov in ne vem, če bi vsak dan spal v hotelu, pa jedel zunaj, mi ne bi šlo skozi, ne glede na to, da so to poceni država, tako da sem si tudi hrano pripravljal sam glavnem, če se pa vrnem zgodbi, ja. In pa čez tisti dan sem postavil šotor zraven ene restauracije, Srednji Česar, ta restauracija je bila sicer zaprta. In jaz takrat nisem bil feelinga, da bi karkoli bilo narobe, ker predtem sem tudi kampiral tudi v Kolumbiji, kjer sem še bil v Ekvadorju, v Čilu, nikoli ni bil problem. In pač takrat, jaz nisem še niti spal, ura je bila po mojem 10-11 večer, bil sem v šotoru, gledal sem film in enkrat slišim neke stopinje, neke ropotanje in 3 tipi, pač je tako bilo tema že oziroma mrak,
sem smel, da se spustili do šotora, pa mi je rekel, ne odprem šotor, če ga ne bi odprl, bi ga verjetno razrezali. Dva sta imela nož, en imel neko mačeto. In pač jaz itak, tudi ne glede na to, da nisem nekak španska, razumel sem vedel, kaj hočejo, ne. Rekli so mi za denar, za potni list, pa za telefon. Ampak Zakaj pa za potni list? ne vem, se to me najbolj bolelo, oziroma to je bil največji strošek, ne, in zaradi tega sem posledično se mogel vrniti v Slovenijo, po nov potni list, je to, ne vem, 1500 evrov stroškov, to pomeni 5 Ker je bila mesecev življenja. potke pa nazaj za to. Tako, ja, letalska karta, pa vse pa. In ja, pač jaz nisem takoj hotel dati, hvala Bogu v tisti brzini sem se toliko znajdel, da sem iz denarnice potegnil kartice, pa sem jih vrgel pod blazino, ne. In nič, ja, potem sem jaz dal tisto denarnico potnega lista, mu nisem hotel dati, je še enkrat zamahnil proti meni. Potem je še nastal problem, da Carlitos, psička, ko potovala z menoj, se začela neki jokati in je se ustrašil, da bi nekdo slišal in sem mislil, da mi bo še poškodoval psa. Ampak to se je vse zgodilo v 5 minutah, v tisti hitrosti, oni so šli, jaz cel bil prestrašen, itak nisem imel kaj najvredi, pol grem spat, tak nisem mogel spat. Drugo jutro sem šel na policijo, itak sem imel, da nič ne bo, vzeli so podatke. Ja, zgubili so se nekam v temo, ne, pač, ampak če potegnem črto, ok, je bil strošek, ampak hvala Bogu niso naredili meni nič niti Carlitos, tako da, ok. Se pravi, pasoš so ti pol tudi vzeli. Ja, in pač posledično sem mogel iti na ambasado, Slovenija nima ambasade v Kolumbiji, tako da sem šel na avstrijsko, so mi dali en tak listek, s katerim sem lahko poletel domov, si uredil nov potni list, bil 10 dni doma, sem se vrnil nazaj na pot, pa se pa čez 14 dni začel COVID. Aha, pos pa spet nazaj prišel. Tako. Aha. Koliko si pa znal špansko? No, če sem te prav razumel, ko si tja prišel, najbrž skoraj nič, ne? Nič. Koliko si se pa pol naučil? Ja, to je, ko me marsikdo vpraša, kaj bi spremenil, če bi šel še enkrat na to pot, in to je znanje oziroma učenje španskega jezika, ne. Imam enega kolega, ko mi je preden sem šel na pot, mi je rekel, Čojoli, daj nauči se špansko, noben ne govori špansko, sem rekel, pa veš, da govori angleško. Jaz edino, vedno pravim v šali, edino, kar sem znal reči, una cerveza, por favor, ne. Eno pivo, prosim. Ampak pol je pa tak, da ko si ti primoran in ko se ti giblješ v neki družbi, ne vem, se je zgodilo prvi teden, da so ljudje gostili v svoji hiši, so me povabili na kosilo in smo sedeli za mizo, smo se gledali in je malo nerodno, ne, ker še vedno tudi oni, če te povabijo, želijo imeti neko izkušnjo oziroma nekaj od tebe dobiti, no, pod narekovaji, pa tudi interakcijo, ker jaz sem zato šel na pot, da se zbližam z ljudmi, teda posledično pot sem se naučil špansko, tako da lahko rečem zelo kar, no, govorim kar dovolj dobro, no, znam ene 100 besed, pa jih pol obračam okoli, tako da. No, jaz imam tudi na potovanjih, mi je to velik minus, ker ne znam dobro jeziko, ne. Tudi angleško ne znam dobro, tako da bi se sproščeno pogovarjal, kakor sem midva, ne. Ja. Pa moram skozi misliti, kere besede bom rabil, a bom prav povedal ali ne bom, in tu si veliko prikrajšan ravno za te komunikacije z domačini, pa tako. Ja, res je, veliko zgubiš, tako bi rekel, pri tem potovanju. Tako da to je res škoda, tako da jaz se moram tudi to na neke tečaje iti ali ne vem kaj, da bom to Je pa res, ko si v tisti situaciji postavljen, jaz se doma ne bi življenje ne bi naučil tako špansko, ko si pa tam in veš, da se ne moraš naučiti, pa. Ja, se znaš najbrž več kot 100 besed. No ja, itak, ampak rečemo okvirno, se pravi, jaz se znam pogovoriti o tem, kaj delam, rabim za jez, za spanje, ne vem, o malo vremenu, ne morem pa rešiti sveta z mojim besednjakom, ampak ja, vse se sproti učim, no. Meni včasih kdo reče, da zato, ker potujem, da bežim od doma, ker mi nekaj doma ne odgovarja, je mogoče kaj tazga pretep. Mislim, se spravim ljudem, da ni to, ampak da je tudi sami kaj ne vidimo, pa ne vem, tudi zelo se mi zanimivo zdi dejstvo, da koliko meni ljudi v komentarjih napiše, ljubo doma, kdor ga ima, samo da sem doma najlepši. Tako da zato te tudi malo sprašujem, no, me zanima, kako drugi razmišljajo. Tudi jaz sem dobil tako vprašanje, oziroma ne vprašanja, trditve, da me ljudje prepričujejo. Ne vem, tako si rekel, mogoče res, ampak jaz, moj pogled je, ni to, ampak tako si rekel, da ljudje napišejo ljubo doma. Ok, ljudje smo različni, jaz ne pravim, da morajo vsi potovati, komu je ljubo doma, naj bo doma, definitivno. Ampak jaz osebno za sebe vidim, da odkar sem začel potovati, da sem razširil svoja obzorja, veliko sem bogatejši za neke izkušnje in pač, če nekdo misli, da bežimo doma, ne vem, po mojem, ne, jaz pač želim spoznati svet in tudi moja poanta, zakaj spotujem, ne grem jaz za to, da bom jaz, ne vem, šel videti Machu Picchu. Ok, osebno sem ga zdaj obiskal na tej poti, ampak mene osebno ne privlačijo neke pokrajine, ampak meni je bistvo, potujem, da spoznam ljudi, spoznam njihovo kulturo,
da vidim sam, kje oni živijo, pa lahko tudi ljudem doma pokažem oziroma probam predstaviti, zakaj sem je šel, oziroma da ljudje, ko imajo nekje, ne vem, v Boliviji so ljudje še kar tistih bajtah iz blata, nimajo tekoče vode, nimajo elektrike, pa še vedno živijo dokaj srečno življenje, ne. Mi doma pa, ne vem, smo na pošti, pa imaš v klimo, pa vse, pa čakaš 10 minut vrsti, pa ti to pobere živce, pa se cel dan sekiraš za to, tako da. Jaz mislim, da ne bežimo od realnosti, ampak želim sito svet, želim živeti življenje. Tako sem že velikokrat rekel, jaz sem najrajši na poti, pa vsak dan jem makarone, kot pa da sem doma za obloženo mizo, pa imam prazen life. To si dobro povedal, ja. Drugač, jaz to nekako tako gledam, kot je enkrat Zvone Šeruga rekel, ne, da najlepši del potovanja je vrnitev domov. Res rad domov pridem, ampak da bi mogel biti pa skozi doma, bi se mi pa zmešalo, ne, tako da. Tudi jaz, no, rad pridem domov, tudi ko sem se vrnil domov, sem imel najbolj vesel kolegov, tako sem rekel, jaz sem zelo vezan na prijatelje. Ampak vse skupaj, ko pogledam po 2-3 mesecih, ne, sem pa ugotovil, da ta način, v bistvu, to niso več za mene projekti. To je način življenja, ki ga želim živeti. Pa to ne pomeni, zdaj marsikdo me obsoja, pa reče si lenuh nočeš delati. Ni res. Jaz sem mlad začel delati, izgubil sem starše mamo pri 18 letih za en dan pred rojstnim dnevom. Tako da sem navajen delati, jaz sem zgodaj začel delati, zdaj bom drugo leto napolnil 40 let, pa imam kar veliko delovne dobe. Tako da ni to bistvo, ampak še vedno pa se zavedam tega, da imam samo eno življenje in ga čem živeti, in ko bom star, ko se bom ozrl za nazaj, da bom rekel, lej Oli, nekaj si pa doživel, ne. No, ko si rekel, da ti pravijo, da si lenuh, ne. Lenuh se ne bi noben to spravil. Lenuh bi 2 kilometra prehodil, pa bi rekel, gotovo grem jaz. To je tisto, ki ti to reče, verjetno sam na lenuh. Tako da, Ma ja, vse tako smo se že prej pogovarjali v zaodrju. Vedno so ljudje, nekaterim odgovarjaš, nekaterim ne. Jaz gledam, da sem srečen, oziroma da s tem, kar počnem, nikomu ne škodim, oziroma mogoče posledično nekoga spodbudim, motiviram, ne vem, inspiriram, pa tudi mogoče čez leta bom tudi jaz sposoben nekomu drugemu tudi pomagati na tak način, ne. Prej, ko sem ravno Šeruga to omenil, a si mogoče prebral njegovo knjigo Potovanje k ljudem? Ne, nisem. Moram povedati pa eno stvar, Zvoneta sicer osebno ne poznam, poznam njegovo ženo, smo delali velik intervju, zelo vrej gospa, pa kot otrok se spomnim, da sem doma sedel pred televizorjem, pa sem ga spremljal, ko sem bil še mlajši, in je tudi mogoče en del on inspiracije, ampak to, kar on počne, oziroma kar je on počel pred leti, je bilo veliko težje, kot pa zdaj, kar mi, oziroma kar jaz osebno počnem, ne. Ok, se shodim, ampak on je bil pred leti brez zemlje videl, ne vem, zdaj greš, telefon si naložiš, mapo dol, hodiš, veš, ki je bencinska, je bilo manj trgovin, slabše ceste, vse to, tako da še vse stvari popotniki, ki so to počeli pred mano, kapo dol je bilo vse veliko težje, no, tako da nisem pa še prebral njegove knjige, no. No, to knjigo sem ti omenil zato, ker si rekel, da zaradi doživeti, zaradi ljudi potuješ, in ravno v tej knjigi on to opisuje. In to je njegova prva knjiga, in meni je bila daleč najboljša od vseh in sem jo 2-krat prebral, tako da tudi motivacijsko deluje, če kam greš, ne, tako da zelo dobra knjiga, zelo priporočam, kupiti jo sicer ne moreš več, ko ni v knjižnicah, jo pa imajo. Ja, definitivno, tudi jaz druge popotnike spremljam, gledam časi, pogledam si tvoje vloge ali pa druge, spremljam na Instagramu, ker noben ni najbolj pametna na svetu, ne, od marsikoga se lahko jaz naučim, pa sebi prihranim težave, ne, tako da rad spremljam popotnike, ker to smo ljudje bolj kot ne isti po duši, zanimajo nas iste stvari, imamo neke iste cilje, tako da od vsakega se pravi nekaj naučiš, ne. Kako si šel pa tam čez med Kolumbijo pa Panamo, ki ti spragost nekih 100 kilometrov? Tako, tam je v bistvu Darien Gap, se reče. To je načeloma no man's land, tam niti policija ne pokriva. Moja neka prvotna ideja je bila, da bi jo prehodil, ampak pol, ko sem malo preštudiral vse skupaj, zelo je nevarno, niti s tistim vozičkom, ko sem jaz ga potiskal pred seboj, da sem tovoril stvari, po tisti džungli ne moreš iti. Bral sem o ljudeh, ko so si najeli vojsko, da so jih spremljali, pa so prišli do nekega dela, pa so se razgubili, so jih pustili same. Pa na koncu meni je še vedno življenje več redno, to če mi nekdo reče, čuj, nisi prehodil cele poti, pol pa nisem, okej. Teda v bistvu sem se odpravil peš do obale, do obalnega mesta Cartagena v Kolumbiji, pa tam sem poletel do Panama Cityja in polo tam naprej peš. Tako da meni se je takrat zdela idealna rešitev, še zdaj bi po mojem to isto naredil, ne. Katera država od južnoameriških pa te je bila najbolj všeč? Pa ne vem, po mojem Argentina. Ne vem, ali je to bil zato, ker je bil začetek,
ali je bilo to zato, ker je ogromno Slovencov tam, sem jih tudi srečal, so me gostili, mogoče sem se zato poistovetil. Ne vem, ogromno je bilo nekih planot, kjer ni bilo problema najti prostora za kampiranje. No, in po mojem je kar Argentina ostala v najlepšem spominu. No. Aha, ti si šel pol po te od spodaj, iz Argentine si štartal. Tako, po Ruta 40. Aha, Čile si šel? Tudi Čile, Argentina, mešal sem malo levo, desno. Kako pa so te države, če primerjaš med seboj, ne vem, Čile, Bolivija, Ekvador, Peru, Argentina, kaj je razlika? Ja, večinoma, no, jaz bi rekel, da življenjski standard se pozna. Naprimer, rečemo, Čile je od teh držav najdražja, kar bi posledično pomenilo najbolj razvita. Ne vem, najbolj odstopa od teh držav po mojem Bolivija, kar se tiče standarda, tako sem že prej omenil. Tako najbolj revna, čeprav to ni na mene vplivalo. Jaz sem vedno vse posod so me ljudje sprejeli, tudi v Boliviji je bilo ogromno ljudi, pa včasih, ko vidiš tiste ljudi, ko še sami nima, ampak so tako odprti, da ti dajo, in meni je bilo na začetku nerodno sprejeti, ampak potem sem tudi ugotovil, če ti hočejo pomagati, bojo verjetno bolj užaljeni, če ne boš sprejel. Ne. Tako da bi rekel, da po življenjskem standardu, no, ali pa ne rečemo, ne vem, nekih razmerah, vremenskih razmerah, ne vem, Čile je bil zelo vroč, ne vem, Atakama, puščava, najbolj suha puščava na svetu. V Peruju sem obiskal Machu Picchu, kaj bi rekel, Ekvador je bil zelo hribovit, ogromno hribov in to strmi klanci, kar smo ogromno problemov. Ne vem, kaj pa vem, kaj še tak. Peru se mi je vtisnil v srce še posebej, ker sem tam v bistvu našel zapuščeno psičko Carlitos. Tako da ne vem, vsaka država ima neko posebno vlogo, no, pri meni, ampak še vedno Argentina je tudi mogoče zaradi mesa zelo dobrega. No. Omenil si, da si bil na Machu Picchuju. Jaz sem sicer na tem tvojim projektom zelo navdušen, ker sem to prvič videl, sem rekel, wow, carsko, ne. Ko sem pa malo razmišljal, ne, če bi sam jaz šel kaj tazga, sicer nisem niti sposoben, niti nič, ampak tako razmišljaš, ne, sem si pa rekel, ne, dober, super projekt sem, ti, koliko pa si videl teh znamenitosti, rečemo, Machu Picchu si videl, ker v bistvu, ne, zdaj, če bi vzel drugačen način potovanja, bi veliko več videl, ne, zdaj, ti si sam hodil, tudi kako ta čas, ko hodiš, kaj razmišljaš ali kaj počneš? Ja, tako si, da to prvo odgovorim, tako sem že prej rekel, ok, sem vesel, stvari rad pogledam, normalno. Ampak nažalost sem taka oseba, da me ful kaj naravno težko fascinira. Ne? In jaz sem se pač podal na to, tako sem vremenil, da spoznam ljudi, kulturo. Kar se tiče nekih stvari, da sem si ogledal, pogledal sem si Torres del Paine, to je nacionalni park v Argentini, obiskal sem en glaciar oziroma ledenik Perito Moreno, ampak je pa tudi tako, da potem, ko sem vzel k sebi Carlitos, je to tudi plus pa minus, oziroma minus je bil to, da nismo vse posod mogla iti, no. Nista mogla iti, ker ona ni mogla iti ali ni smela iti? Ja, ne vem, nekateri nacionalne parki ne sprejme, ali pa bi mogel, ne vem, vzeti avtobus, pa se pol vrniti nazaj na mojo točko, kjer sem takrat nehal s hojo in je pač težje. V glavnem, no, kar se tiče pa razmišljanja na poti, jaz bom rekel, da veliko časa sem poslušal glasbo, to mi je kar veliko, tudi osebno doma dam veliko na glasbo, rad poslušam. Drugače pa sem se zamotil s tem velikrat, da sem premleval stvari, lepe stvari, ko so se mi zgodile prejšnji dan, pa sem premleval to v glavi, kako sem v bistvu lahko srečna pa hvaležen, da lahko sploh počnem to, kar počnem, da sem, ne vem, 3-4 leta na poti, da ni mi treba, ne vem, sem, hvala Bogu, toliko finančno nekaj prišparil, nekaj so me podjetja pomagala, da, veš kaj mislim, da ne gledam za čisto vse, ne. Pa probal sem živeti v tistem dnevu, no, jaz vsak večer, ko sem šel, oziroma ko probam opisati moje izkušnje, tako kot otroci, ko smo šli na morje, pa tisti večer, prej, ko nisi mogel spati, ne, cel navdušen, tako sem se zbujal, oziroma šel spat z nekim navdušenjem, kaj bo nov dan prinesel, ne, tako da sem probal živeti v trenutku, no, pa se ne obremenjevati, kaj bo naprej se dogajalo, pa si delati nekih velikih planov, no. Kako je bila pa zgodba s to psičko Carlitos, kaj sploh Carlitos pomeni, to je sam ime ali ima kakšen pomen? Ne, nima nekega, pač ne vem, ogromno ljudi v Južni Ameriki, Srednji Ameriki ima Carlos ime, ne vem, pa je ljubkovalno oziroma pomanjševalnica je Carlitos in jaz njo pač takrat v Peruju oziroma v Južni Ameriki, Srednji Ameriki je ogromno zapuščenih psov, zato ker se ljudje morajo seliti zaradi življenjskih razmer in jih pustijo, pač ne gledajo na njih tako v Sloveniji kot neki del družine, ne.
In vsi, večina teh psov je bilo odraslih in ne vem, jaz sem imel v glavi, da ti psi lažje poskrbijo zase. Karlitos je bila pa čist mala, v enem mestu sem bil, veliko tako po mojem naše slovenske konice in ležala je ob ogradi, tresla se, ljudje so mimo hodili in mi je bilo glupo, oziroma mi je bilo res hudo, da bi jo pustil tam. Potem sem pel veterinarju, potem smo bila 2 dni, smo skupaj živela, potem sem rekel, ne bom jo dal nazaj na cesto in je pač pol prišla ona moje življenje in mi je definitivno spremenila life. Jaz večkrat povem, da ljudje, poznam prijatelje že odprej, ko imajo pse, pa so mi poskušali razložiti, kakšna vez je med psom pa med človekom, pa nikoli nisem zastopil, ne. Sem rekel, daj, ne pretiravaj, ampak jaz, ko sem njo vzel, oziroma ko smo se midva zbližala, midva smo bila pol vsak dan 24 ur na dan skupaj, in to je neka taka stvar, da sem zelo vesel, da sem jo vzel in mi je velikrat pomagala tudi, če me je kaj motila, pa me je kaj, sem imel slab dan, sem se njej izpovedal, ne. Pa vedno je tam, vedno te je vesela, ne, tako da. Ja, in ti tudi dan polepša. Definitivno, ne. Družbo dela. Ogromno ljudi se je tudi zaradi nje ustavilo, posledično smo dobila hrano za njo, pa tudi je za sebe, pa so naj gostili, tako da ogromno plusov mi je prinesla v moje življenje, no, s tem, ko je prišla k meni. Koliko pa si maksimalno na dan prehodil, oziroma od koliko do koliko? Ja, čisto odvisno je to je bilo, ne vem, rečemo, poprečje rečemo 30 km, no. So bili dnevi, ko sem prehodil 5 km, če sem najdel nekje nek prostor, da mi je bilo fajn kampirati, sem se vstal, pa sem bil 2 dni, če sem vedel, da imam dovolj hrane. Ne vem, na Aljaski, ko je bila ravnina, sem prehodil tudi po 55 km, en dan se spomnim, da sem jih naredil 55, pa je bilo tako, da sem naletel na medveda, pa mi je hrano pojedel in čeprav sem bil utrujen. Tvoja hrana. Ja. Kako te je pa pojedel? V bistvu, če na hitro povem, Kanada, Aljaska, to je polno medvedov. Jaz skupno na poti sem po mojem naletel na 50-60 medvedov, sigurno, če ni več. In pravilo je, da ti zvečer, ko postaviš šotor, ko poješ so hrano, ti vzameš hrano in jo neseš 100-200 metrov proč od šotora in jo daš na drevo, ne. In jaz sem tisti večer sem si pripravil sem si Karlitos, sem pridi, se obračujem, malo je ljubosumna. Pripravil sem si večerjo, sem pojedel, potem sem pa rekel, nič, bom pa jaz postavil, mislim, bom nesel hrano na drevo in jaz v tistem zagrabim hrano, grem 50 metrov šotora in se spomnim, da sem pozabil špago, vrv, ne. In jaz kar odložim hrano in se vrnem nazaj do mojega šotora. Sem imel pa tudi pasjo hrano, ki ima zelo močen duh. In nič, jaz grem do šotora, povrl, to je vse skupaj trajalo 5 minut in jaz, ko se vračam nazaj iz ovinka, že jaz nekaj slišim, neko ropotanje, neki vrečke in jaz prijem tja, ne vem, po mojem na 15 metrov, 20 metrov in vidim medveda, kako že vse skupaj trga, ne. In veš, da nisem šel tja, pa bi rekel, čujka, si boma roke lama, ja boma, ne. V tistem paniku, jaz sem imel sicer eno tako trovljo, ono navijaško, sem potrobil, me pogleda, nič, nič. Imel sem še sprej, sozive, sem rekel, ne bom tega uporabil. No in posledično sem rekel, spal tam ne bom in ne glede na to, da sem bil utrujen, sem spakiral šotor, tam je bilo na 1000 komarjev, sem spakiral šotor, sem šel naprej 5 km, postavil šotor, prespal, potem sem se pa nazaj vrnil naslednji dan, ker imel sem pa zraven hrane, sem imel še pa moj gorilnik za pripravo hrane in vedel sem, da karkoli bo pojedel bo, tega ne bo, ne. In nič, prišel sem tja, drugi dan vse je bilo potrgano, no telo je potrgal, vse pojedel, edino, kaj je pustil, je bil ta gorilnik, pa kosmiče. Pa so drugače, praviš, da si tokrat srečal medvede, so nevarni, ali? Načeloma nisem imel problemov, jaz sem nisem imel, kako bo odreagirali na Karlitos. Ona je bila večinoma časa, ni bila prevezana, ker smo bila navajena, da je hodila zraven mene. Pa tudi tak je, da če ga ti ne presenetiš, tudi sem naletel, pa sem ga videl, če sem ga videl 100 metrov proč, da gre čez cesto, sem počakal lepo, da ne prijem tja, da ga ne presenetim. Pa načeloma ni panike, no, oziroma mož biti še posebej previden, če so mladiči zraven, ampak definitivno meni so domačini povedali, da če te medved napade, da se delaš velikega, oziroma da se začneš dreti, nikakor ne začneš bežati, ker mu ne boš ušel, ne. To so ful hitri, ja. Zelo hitre živali in moram reči, da sem imel srečo, da večinama teh medvedov je bilo črnih medvedov, sem pa tudi naledel na 2-3 grizlija, ne, oni so pa bolj napadalni, ampak oni niso načeloma plenilci. Se pravi, ko ga videl tam na cesti 100 metrov stran, on je tudi tebe sigurno. Ja, me je videl, ampak sem se obstal, on je pogledal, malo pa je šel čez cesto, no, tu gošel, se za sebe briga, jaz pa za sebe, ne. No, ko si ga ta prvič videl, si se pa malo strašil. Ja, za vsako, le jaz, ko sem šel na pot, jaz sem se zavedal, da bom srečal medveda in jaz sem rekel, ko vidim medveda, se mu obrnil, bom naredil selfija.
tistem trenutku ni šans, te strah, ker to so ogromne živali, ne. Ampak za vsako, ko sem ga videl 5., 10., sem pa bil bolj sproščen, ne. Pa še to, ker to hitro tečejo, ker jaz sem včasih sem mislil, da smo mi hitrejši kot medvedi. Ampak medved skoraj še enkrat hitrejši teče kot človek. Ja, ni šans, da mu greš, ni šans. In pleza po drevesih in Ja. vse, in nimaš šans. Ne, in pač Ne vem, kveče mogoče plava človek hitrejši kot pa. ja, jaz hvala Bogu moram reči, da imel sem tudi, srečanje s krokodili, ni bil zdaj, da me napadal, ampak sem hodil, pa sem prejšnji večer 1 kilometer proč kampiral in zjutraj, ko sem nadaljeval pot, sem ga videl v reki 1 kilometer naprej, ne. To je bilo na Kostariki. Kostarika. Ja. Ampak ja, to je ogromno ostalih živali, ampak to je pač del narave, nimaš kaj, ne, dokler ga ti neki ne Kaj napadeš. pa si še videl poleg Machu Picchuja od znamenitosti takih? To pa, kar sem omenil, ta ledenik, pa nacionalni park Torres del Paine, to pa je nekaj takega, kar je to bilo, to mislim, da, ja, to je takega, da bi ljudem oziroma gledalcem tvojega kanala verjetno, da poznajo, no. Kje si pa potem si šel čez Srednjo Ameriko, dobro, tle niti ni neki ful šok, ker šel pa gor po Ameriko, si šel pa po levi strani, se pravi proti Tihemu oceanu. V bistvu sem šel po desni, če gledamo na karto. Nisem šel ob obali ob Oregonu, ampak sem šel skozi Dallas, zato ker je bila takrat prvotna ideja, da gremo ob obali čez Oregon, Kalifornijo. Ampak takrat sem jaz imel, mislim, na 6-7 mesecev ogromno vročine, bil sem že res izčrpan in sem rekel, si bom rajš Mehiko skrajšal, pa si bom pol podaljšal ZDA oziroma Kanado, sem pol mogel čez celo Kanado na levo stran, pa še hotel sem čez ZDA, čez Texas, ne vem, jaz sem ljubitelj country glasbe in ne vem, sem imel od nekdaj idejo kot otrok, da če mi čez Texas, čez Austin, pol tudi sem imel to srečo, da sem šel čez Dallas, da sem spoznal Luko Dončiča. Sem prebral, Tako da ja, tako. Kaj pa glede prtljage, kaj to seboj nosiš, koliko kil je to? Ja, jaz sem probal minimalno stvari, ker pri taki poti, sploh naprimer v Čilu, ko sem prečkal Ande na 5000 metrov oziroma na 4500, je vsak kilogram pomemben, ne, in ko ti tišiš tisti voziček. Tako da jaz nisem nekaj pretiraval, imel sem rezervne gume oziroma zračnice, imel sem, ne vem, 3 majice. Voziček, tako, voziček, ta otroški voziček. In tem vozičku potem imaš tudi stvari noter. Tako, šotor, spalno vrečo, podlogo, ne vem, 3 majice, spodne hlače, par spodnih hlač, nogavice, ne vem, kaj še en trener, ko eno bundo sem imel, če je slabo vreme, imel sem še ene rezervne obute, eno rezervno za slabo vreme, pohodniške čevlje, imel sem pač, kaj sem rekla, spalno vrečo, hrano za sebe, za Carlitos, ampak vedno sem probal minimalno, ne vem, na začetku sem šel, pa sem imel 10 majic, ampak pa sem nagodil, da uporabljam samo 3-4 in sem dal te odvečne stvari pročne, ker tako sem rekel, vsaka stvar je pomembna, da skupna teža, če rečem, voziček je imel 12 kg, pa Carlitos rečemo 15, vse skupaj je bilo tudi nekje okoli 50 kg. No. Se pozna predvsem meni. Ja, ker Carlitos si tudi vozil vozičko ali hodila? Tako bom rekel, ni hodila cel cajt, ker je to preveč za psa, takega, ona je šnaucer terier in to je pes s kratkimi nogami in ne more delati vsak dan 45 km. Ne vem, zjutraj je prehodila 5-10 km, pa je pol malo počivala, pa je spet hodila. Čisto odvisno, če je bilo ful mrzlo, je počivala notri, sem jo zavil v neko spalno vrečo. Če je bilo vroče, ni mogla hoditi zaradi tačk, da ne bi si opekla vlasinice. Tako da ne vem, rečemo, v povprečju na dan je naredila 20 km, kar pomeni 4 ure hojeno. Zanimivo. No in potem si prišel na cilj, potem si se vrnil v Slovenijo. Kakšni so bili občutki po slabih 3 letih domov prideti? Super, mislim, sem bil vesel, da grem domov, na koncu sem bil kar utrujen, Aljaska je bila kar naporna, no, zadnjih 800 km, če povem, na zadnjih 800 km je samo ena bencinska črpalka. Mislim, to ne moramo predstavljati, ker če greš od Lendave do Portoroža, čez celo Slovenijo je to 350 km, ne? Pa jih je 20, sigurno. Ki je ogromno, ja, pa imaš vsako vas, pa vse živo, ne, tako da, to mi je ogromno energije pobralo, slaba cesta, zato ker tam so po zimi take temperature, se spustijo -30, -40, da niti ne asfaltirajo cest, ker bi vse popokalo. Ampak ja, bil sem vesel, da sem dosegel cilj, da sem izpeljal to, kar sem si zadal, da se ni naredilo meni nič, niti Carlitos, ker smo bili vsak dan v prometu, to je na tisoče vozil.
Pa vesel sem, da sem prišel domov, ker se mi je res luštalo tuša, pa tople postle, pa mogoče neke monotonosti, ne? V tistem trenutku sem jo pogrešal, tako da. Pa tudi domačini v Konjicah, moram reči, da imam tako veliko podporo, so me naredili tak sprejem, da res sem bil ganjen. Še zdaj, ko razlagam o tem, sem kar ganjen. Tako da ja, bilo se je fajn vrniti domov. No, ampak pol ni dolg časa trajalo, ko si pa že nov projekt v glavi, tako da odhajaš čez slabo leto, aprila 2024, ne? Ja, res je. Ko sem bil doma en mesec, sem pol ugotavljal, kaj si želim v življenju oziroma kaj je tisto, kar me motivira. Če se vrnem, ni to, da bi bežal od doma, jaz nimam problemov doma, imam super življenje, hodim v službo trenutno, ko mi je kul, imam prijatelje okoli sebe, ampak tako sem rekel, pač nekaj več in jaz, ko sem na poti, najbolj uživam. Ne greš nekaj manjšega delati, greš nekaj večjega in pač pol je prišla ta ideja, da grem peš okoli sveta oziroma da še prehodim te 4 kontinente, ko so mi ostali. Ne. Se pravi, to je Azija, Afrika, Evropa pa Avstralija, ne? Tako je, ja. Se pravi, in začneš iz Slovenskih Konjic, Tako, greš do Biograda na Moru, kakor sem prebral, res je. tam ga malo s prijatelji zažuriraš, ker imate tam tradicionalno hodijo prijatelji, kaj če sem prebral? Ja, v bistvu je slovenski vikend, ko je tudi znan, pa mi tudi kot kolegi že hodimo par let, poznam organizatorje, vse dobro počutim, tako da smo tako splanirali, da nekje 13. aprila štartam iz Konjic. Mislim, da v grobem je okoli 400 km do dol, tako da rečemo 400 km. Pol se pa podam naprej dol preko do Mostarja, pa pol do Banja Luke, verjetno, Sarajevo, pol gremo dol čez Srbijo, pa malo cik-cak, malo do Bolgarije, malo do Makedonije, preko Grčije do Turčije, pa Iran, Armenija oziroma Armenija, Gruzija, Iran. Armenija boš tudi šel po Gruzija? Ja. Najverjetneje, če ne bom imel problemov z vizo, ampak mislim, da to bi moglo iti skozi. Pol je plan preko Irana do Pakistana, mogoče Afganistan, če bom dobil vstop, do Indije, kjer bom nažalost mogel vzeti avion, zato ker je ostale države Bhutan, pa tam Mjanmar je zaprt in je plan, da se potem predstavimo s Carlitos v Vietnam, pa potem čez Laos, Kambodžo, Tajsko, Malezijo do Singapurja, odkoder poletiva do Melbourna, greva peš čez Avstralijo do Perta, iz Perta se predstavim na jug Afrike, v Južno Afriko, potem pa preko Namibije, Bocvane, Kenije, Etiopije, še ostalih držav, Sudana do Egipta. Iz Egipta poletim v Lizbono, pa iz Lizbone domov, tako da naredim en tak krog pod narekovaj. Ki bo imel koliko kilometrov? Mislim, da v grobem nekje 30.000, pa po mojem več kot 30 držav, ampak to je tako relativno, ne vem, da bo kilometer. Trajalo bo pa? Bomo videli, nekje plan imam 3-4 leta. Če bom užival na poti, če bojo finance seveda, mogoče še dlje, jaz si želim, da bom zdrav oziroma da bom oba zdrava, pa bomo videli, ampak v grobem nekje 3-4 leta. Katere države se najbolj veseliš na tej poti? Veš kak, v pravici bom res vseh, se ga nisem še nikjer, oziroma nisem nikjer bil. Potovanje tule po jugu mi bo kar domače, ker sem bil že večkrat, tako da tu bo ogromno hrane, ogromno ljudi. Ne vem, Iran spremljam popotnike in vsi ga neverjetno hvalijo. Irana, veselim se hrane v Turčiji. Ko pa vem, Afrika bo spet neka drugega, čist druga kultura, ki je daleč, mislim, ki je še nikoli nisem bil v Afriki, tako da. Vse pa vsake države veselim, ker verjamem, da me bojo vse pa so dobro sprejeli, pa s tem bom tudi lahko ljudem doma pokazal, da svet ni tako nevaren, tako ga mogoče v medijih mi vidimo, ne. Jaz sem bil v Iranu in v Pakistanu in sem prepričan, da se boš tam zelo dobro imel. So zelo gostoljubni ljudje, tako da... Ja, jaz verjamem, da tako energijo, ko dajaš, tako sprejemaš, no, tako vse. Ja, no, ampak so države, ki so malo bolj gostoljubni, pa malo manj, ne. Rečemo v Iranu, mi smo z avtom šli, nismo nikjer plačevali niti cestnine, niti parkirnine, samo vprašali so, iz kje smo rekli Slovenija, jaz sem rekel welcome to Iran. Mogoče v Pakistanu še bolj prijazni, tam te pa vsak sebi domov vabil, častil, neverjetno bilo, ne, tako da te muslimanske države so zelo prijazni ljudje. Ja, se pravim, verjamem, tudi naprimer, marsikdo poznam, pa mi za Ameriko, ZDA, ne, marsikdo ima slabo mnenje, jaz moram reči, da jaz sem najboljše ljudi spoznal tam, jaz sem bil neverjetno presenečen nad ljudmi, ogromno ljudje so mi pomagali in finančno in s hrano, pa tudi če mi ne bi, že tako se ljudje ustavijo, vprašajo, karkoli potrebuješ, tudi z ogromno ljudmi sem ostal v stiku,
Tudi zdaj, konec avgusta, gremo obiskati eno družino, ki me je na cilju počakala, ki so se za mene prepeljali 9000 km z avtomobilom. To ni kar tak, ne, pa so me predtem enkrat v življenju videli, ko sem se po čistem naključju stavil pred njihovo hišo. Tako da, ja, tako sem prej omenil, jaz verjamem, da če imaš nek pozitiven odnos do potovanja, da greš z nekimi dobrimi nameni tja, da te bo ljudje vedno veseli, no. Američani so to kar odprti, se mi zdi, čeprav nam hočejo kdaj reči, da so Američani, ne vem, taki pa drugačni pa neumni, ampak take podvige po mojem še bolj cenijo, kakor pri nas v Sloveniji. Tako si omenil, jaz bom rekel vse, pravim, jaz imam podporo ljudi, za katero sem definitivno hvaležen, ampak je pa tak, da če bi to, kar sem jaz naredil oziroma dosegel ali pa prehodil, če bi jaz bil Američan, pa bi tam živel, ti po pravici povedano rečem, ja, ali pa ne vem, bi lahko živel od tega po domače rečeno, no, ali pa grdo rečeno bi se lahko prodal za dober denar, ne bi rabo hoditi mogoče v službo, ker ne vem, take stvari veliko bolj cenijo, no. V Sloveniji to ni tok, ampak se pravim, še vedno imam srečo, da me ljudje doma podpirajo, no. Pa tudi Amerika, mi gremo v Ameriko, v Washington, pa New York, jaz pravim, da to ni prava Amerika, ti moraš iti v Ameriko, v neko mesto, ali v eno vas, ko ima 5000 ljudi, pa boš videl prave ljudi. Ja, verjetno. Ni neke norišnice, ljudem se ne mudi, ne vem, pač, to je pa moja osebna izkušnja, no. A se mogoče tudi kakšne države bojiš na te poti, te zdaj ta novi? Tudi zdaj, prejšnjo pot, če rečem, da bi me bilo, meni ljudje pravijo, Oli, ti si ful pogum, te ničesar ni strah, to sploh ni res. Tudi mene je strah, valjda, da me prvo ne pokažem tega, pa ni zato, ker bi hotel biti neki poseben, ampak gre se za to, da te more biti malo strah, ker drugače, če te ni strah, zgubiš neko spoštovanje, pa se malo prej sprostiš, pa ni to, se ti lahko hitro kaj zgodi, no. Valjda jaz za vsako državo vstopam po domače z nekim respektom, spoštovanjem, oni se zvejo, da sem jaz tam turist, oni so domačini, treba spoštovati njihove navade, ampak ni pa zdaj, da je bilo pa tak strah, da ne bi šel, ker jaz še vedno konec koncev delam to za sebe, imam rad svoj life in ne bom šel z glavo skozi neko stvar, ne vem, primer, če bom prišel do, rečemo, Pakistana, pa mi bo rekli, tam ne smeš iti, mi bo policisti rekli, tako sem je v Kolumbiji naredilo en del, da me niso pustili, ok, vredi, najslabše mero bom vzel prevoz 100 km, pač nisem vse prehodil, nisem, ampak moje življenje je še vedno več vredno, ne. Aha, v Kolumbiji te 100 km niso pustili? Tako, ker je prišel z njene vasice, so rekli, da ne bo šel, že domačini, pa se rekel, ok, pa so prišli policisti, so rekli, ne smemo te tu pustiti. A to je tista ona teroristična skupina? Ja, pač neki gverilci, ne? In pač, ok, prvo sem jih še hotel prepričati, pa sem rekli, Oli, umiri se, nočejo ti nič slabega, zakaj bi neki riskiral? Nikoli ne bom vedel, da se ne bi nič naredil, da bi se, in pač pa sem sprejel ta prevoz. Tako da, ne vem, države, mogoče zdaj trenutno od teh držav, da mi ni čisto vseeno, je Afganistan, Etiopija, Sudan, to so take države, ko mogoče malo, da te je bolj strah, no, ali pa da... No, v Etiopiji še nisem bil, ampak ljudje kar veliko na potovanja hodijo, tako da ne vidim problema, ne, pa tudi, jaz mislim, da se ti najbolj ta težko čez dal, Južna Amerika, imajo veliko ljudje orožja, pa to, ne. Ja, res je. Tamle Etiopiji nima vsak pištole, tako kot ima v Južni Ameriki, tako da jaz mislim, da najhujš si dal čez, predvidevam. Ja, drži, je pa res, da ti, ko hodiš, si veliko bolj ranljiv. Če si ti nekje z avtobusom, pa z avtom, naprimer, lahko, če te nekdo napade, lažje nekam pobegneš, če si pa peš, pa nimaš kam, ne, naprimer, z tega vidika, ne, da si bolj ranljiv. Je pa zelo dobra stvar to, da ko potuješ peš, te pa ljudje bolj opazijo in se ti bojo prej približali in boš imel veliko boljše izkušnje. Veliko več bo meni ponudil ljudi pomoč, ko pa nekomu verjetno na motorju, ko bo drvel mimo njih, ne. Tako da so plusi pa minusi potovanja, ampak hoje je sem način premikanja, nekdo gre s kolesom, nekdo z motorjem, jaz pač grem peš. Ne. A si mogoče razmišljal, da bi v teh svojih podvigih kdaj knjigo napisal? 3 leta nazaj ne, nisem, ker pač sebe osebno ne vidim, da bi znal napisati tako knjigo, oziroma da bi znal izraziti to, kaj sem jaz doživel, da bi znal spraviti na papir. Ampak vedno več ljudi mi je predlagalo in tudi zdaj, ko malo pomislim za nazaj, sem toliko dogodivščin doživel, da mogoče pa res nekega dne, ampak sigurno bom pa rabil pomoč nekoga, ki se spozna na te stvari. Še vedno bi pa rad, da knjiga ostane avtentična, ne? Da jaz nočem napihovati zgodb, samo zato, ker bi bila bolj brana.
Ne morem jaz napisati, da sem se tam bojeval z dvema medvedoma, če se to ni zgodilo. Ne? Pač, da je realno, da so to moje izkušnje, tako da mogoče pa res, jaz se nagibam tudi temu, da je mogoče kako slikanico ali pa kako knjigo za otroke, da bi mal povezal s kakim zemljepisom, pa s kakim stvarmi, da je bilo tudi malo bolj poučno. Ne? No, ampak to ti lahko pa z izkušnjam povem, da imaš prevelik strah, da ne znaš. Lej, jaz sem za šolo bil zelo slab, imam 4-letno gradbeno šolo, ki sem jo komaj naredil. Jaz sem do 20. leta prebral maksimalno 10 knjig. Spise sem vedno cvek pisal. Če sem slučajno kdaj -2, je bilo to nekaj neverjetnega. Leta 2008 sem začel pisati blog in še zdaj so tisti članki gor, če grem pogledat, so članki na nivoju 4. razred osnovne šole. Pa pa treniraš, se to pa hitro nastreniraš. In zdaj se upam zase trditi, da pišem zelo dober. Okay. Sicer sem še zmeraj nepismen, ker rabim lektorja. Ja. Ampak lej, trening, vse trening. Ne? Ja, to je za vsako stvar v življenju. Da sem prepričan, da in jaz sem celo veselje do pisanja dobu, če sem čisto iskren. No, pa ker mi je zmeraj to bila taka muka, da je bilo za znort. Je pa dobro mogoče prebrati knjigo Priročnik za pisanje oglasov. Naslov je malo čuden. To je v bistvu knjiga o psihologiji pisanja. Zelo lepo napisana, sploh jo ni težko brati, tako da meni tudi doskrat ljudje rečejo, da tako napišem, da si znajo ljudje predstavljati, ker to je po mojem najbolj pomembno. Ti lahko nekaj pišeš, ljudje si pa sploh ne predstavlja. Ne? Tisti, ki pa meni, saj ljudje mi tako rečejo, da se pa ful dobro predstavljajo, pa razumejo, pa tako ne, tako da... Vse po mojem je to bistvo knjige, se tudi ti, ko prebiraš neko stvar, ali so to, ne vem, popotniške zgodbe, si ti želiš predstavljati sebe tam ali pa ne. Tako da ja, res imaš prav, mogoče pa res, no, ampak verjamem, da tudi tako si rekel, da si dobil veselje do pisanja, zato ker pišeš o tem, kar uživaš, če potuješ. No, vse ti biti tudi... Ja, itak, definitivno, ja. Se pravi, bomo videli, mogoče tudi, kar se tiče tega, moram jaz tudi biti bolj discipliniran na moji poti naslednji, ne, delati več fotografij, delati več videoposnetkov, mogoče dnevnik pisati. Moja napaka je bila na prejšnji poti, da jaz ne vem, ko sem prišel do neke družine ali pa ko se mi je nekaj lepega zgodilo, jaz nisem takoj kamere vam potegnil, pa neki delo posnetka, ampak sem v tistem trenutku užival, ne. Kar je super v tistem trenutku, ampak če pa češ nekomu prikazati nekaj, pa še vedno z videom ali pa sliko, veliko dodaš, dodano vrednost, daš ničemu. Ne, ampak ti tudi lahko tukaj, ko greš vsak dan zvečer, si vzameš 5 minut, na telefonu posnameš, ja, kako je dan bil in se strinjam. Ko domov prideš, pa potem knjigo napišeš, ker ne v parih letih pa malo pozabiš. Ne, ja, definitivno. Jaz imam neke zgodbe v glavi, ko mi ne bom nikoli pozabil, ampak no, definitivno to, ja. Se pa ne spomnim vsakega dne, ker niso bili vsi tak, da si ti tako doma, ko si, če se ti karkoli dogaja, to je pol selektivni spomin, ne. Ker glede na ta tvoj podvig, ki je nedvomno zelo velik, ne, jaz sem prepričan, da bi teh knjig ti ogromno prodal. Ne. Rečemo Zvone Šeruga, res da je on, mislim, potuje že toliko časa, je res ime veliko, ne. Ja, drži. Ampak on je v enem mesecu prodal 2000 knjig in z njim zaslužil, to je povedal v mojem intervjuju, in z njim zaslužil 70 000 evrov. Nekaj kdo prav ni knjiga, da se ne da s knjigo zaslužiti. Če imaš dobro zgodbo, kar jo ti definitivno imaš, res je, če imaš zgodbo, prepričan, rekel škoda, da ne unovčaš to, saj si se tudi nekaj namatral in tako naprej. In jaz mislim, da Mrzdo bi to knjigo kupil samo zaradi podpore, tudi že zaradi podpore. Dobro, jaz bi tudi zato, ker bi jo rad prebral, rečemo, zelo lepa knjiga Tomaža Humarja, mlajšega, on je šel pa z biciklom okoli sveta. Ja, vem, mislim, nisem bral knjiga, vem, pa poznam zgodbo njegovo, malo sem se spremljal. Zanimivo prebrati, kakšno motivacijo mu. Se tudi veliko iz nje naučiš, tako da iz take knjige zelo rad berem in 100% bi tudi tvojo prebral. Lej, bomo videli, upam, da. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, vse pravim. Meni tudi ti projekti, zdaj spet tako ni projekt, ampak na način, tudi ni bistvo, da jaz zaslužim, da obogatim, ker ne rabim jaz tega, jaz hvala Bogu nisem materialno vezan na nič. To imam to lastnost, ki sem jo zelo vesel. Tako da, če bi pa to se išlo s kakimi knjigami, da si jaz sam pokrijem stroške potovanja, pa sem pa zmagal, ne, ker se pravim, ne rabim živeti na veliki nogi. No ja, sej nisem zdaj smislil, da boš, ne vem, ampak
če ima človek nekaj na strani, če na drugega ima za rezervo, je fino, da ima se veš, lahko rabiš za doktorje, ki zboliš in to sred, tako da ne. Ja, lahko da celo se midva slišimo ali pa zvoneta vprašam za kakšne dobri nasveti, vedno, če je nekdo že napisal knjigo, oziroma če se spoznati lahko pomaga, ne. Je pa tako si rekel, dobra zgodba je vse, ne. Dobra zgodba je vse, ne. No, bo pa še ena zadeva iz tega področja, ki je tudi moje področje, ne. A si mogoče pa razmišljal, ne, ti imaš, ko znaš pa angleško dobro? Lahko rečem zelo dobro, no. Zelo dobro. Ja. No, kaj bi jaz na tvojem mestu naredil? Zakaj si pa ne odpreš YouTube kanal? Jaz sem prepričan, da ti bo pokril potovanje. Ti po pravici povem, evo, lahko tudi povem za tvoje gledalce. Imam YouTube kanal, sem ga naredil, Oliver Tič, ga lahko najdejo, ampak spet je ta bil problem, da sem začel v slovenščini snemati, kar po mojem, če bi želel globalno, bi mogel v angleščini, ne. Druga napaka moja pa je tudi, kar sem že prej omenil, da moram več delati na tem, da so bolj zanimivi, lepši posnetki, ne, da je gledljivo, ne. Jaz pač nekaj imam video, nekaj sem jih namontiral, je pa res, da ti se s časom naučiš, ne. No, to bi se zelo dobro naučil, pa še zmeraj je največ zgodba. Ljudje, če bi slišali, en človek bo prehodil cel svet. Jaz, to pa imam izkušen, da vem, da bi to zanimanje. Ja, verjamem, ker zelo veliko zanimanja in še več bi bilo zanimanja iz tujine, ker rečemo slovenski youtuberji pač malo jambrajo, da je majhen zaslužek, pa res ni zelo velik, ampak nekaj se to da. Samo moraš vedeti, da v Ameriki za isto število ogledov zaslužiš 3-krat več, ne. Okay. Če te Američani gledajo, zato ker tam firme več za oglaševanje plačujejo, zato ker jih je več in tako naprej. In jaz sem prepričan, da bi to ti lahko naredil neko zelo dobro zgodbo in mislim tudi, da ni treba, da je vse perfektno, da je zdaj ful perfektno, nekaj zmontirano, pa on pa tret. Deleč od tega, važna je zgodba. Pa bolje važno, da si pristen, po mojem, ne? Ja, ene par stvari ti lahko povemo. Tamle pijači, ki bova, da ne bova dolgočasla gledalce, kaj je mogoče pomembno, drugače pa tvoja zgodba je toliko velika, da ne vem, da bi bil ti lahko mogoče boš zelo presenečen, koliko ljudi te bo spremljali. Človek je prišel 9000 kilometrov zate, pa da te zdaj ne bo na YouTubeu gledal. Ja, res je. Ja, veš, da te bo, ne, tako da... Drži, ja. Je kar velika stvar to, no, jaz osebno, mogoče nisem to dojemal prej, pa nisem prvi, ko je to prehodil. Lahko pa rečem, da ni veliko, mogoče na 10 prstov lahko preštejem ljudi, definitivno sem pa mogoče eden Evropejc, oziroma če mi tole uspe, sem po mojem prvi Evropejc. Po mojem, no, ampak vse pravim, so ljudje, ki tu delajo, pa se ne oglašujejo, oziroma nikjer niso. Pa tako sem rekel, nisem edini, definitivno pa ni veliko takih ljudi, no. Tako da mogoče bi zato bilo toliko ljudem toliko bolj zanimivo. Ampak ja, to je, bomo videli. Če znaš dosti dobro angleško, da znaš kaj angleško povedati, jaz definitivno angleško kar govorim, no. To šel. Omisli si en GoPro 11, ki je, ne vem, 400 €, ampak to je taka slika, da televizijska, stoj pa glej. In montažo sem se naučil, najprej sem mislil, da se je to nemogoče naučiti. Več let sem to mislil. Potem me je pa ne pretiravam sodelavec naučil v 10 minutah. Ne. Tako da, jaz bi rekel, saj probej, ker boš mogoče presenečen. Drugače tudi en iz Irske, en tip je šel reven, zelo reven, se odločil, da bo šel svet prepotovati in je prepotoval vse države sveta v ne vem kolkem letu pa pol in s tem še zaslužil 1,5 milijona evrov. Tako da, če imaš ti gledalce, se to hitro lahko nekaj začne. Ne? Ampak, ti imaš zgodbo veliko. Jaz potujem tole po svetu, bom rekel, pa sej ogromno ljudi potuje. Ne? Tako da moje ni nič proti tvojim, pa me rečemo v Sloveniji ljudje gledajo. Jaz mislim, da tebe že v Sloveniji bi bolj gledali ka mene, pa še tujino imaš, kar tudi pomeni večji prihodki in tako naprej. Ne, tako da... Mogoče pa naslednjič, ko se srečamo, da bom že fura kak YouTube kanal. Jaz ti želim.
Se pravi, odrineš naslednjo leto aprila, Tako. kakšne so pa še načrti, kaj boš pa še do takrat delal, zdaj hodiš v službo? Ali Ja, itak, jaz sem začel službo hoditi, ko sem se vrnil domov, mislim, da sem en teden doma sem začel tako delati, ker pač živim sam, normalno so vsi stroški, vsi jih imamo, tako da sem primoran hoditi v službo. Ja, nič, zdaj bom največ dal poudarka v bistvu na zbiranju sredstev, no, definitivno bom probal sam čim več prišparati, zdaj v kratkem še bom začel eno službo zraven delati, ker ne rad prosim nekoga oziroma največ bi si rad sam prišparal. Bom probal kontaktirati nekatera večja podjetja, če bo zainteresirana, ker tudi moja prepoznavnost je zdaj večja, kot pa je bila pred leti. Tudi ljudje mi zdaj dejansko verjamejo, da bom naredil to, kar rečem. Tako da se pravim, poudarek bo na tem, v zbiranju sredstev, nekaj moram še nakupiti opreme, nov šotor, novo spalno vrečo. V bistvu bo domače rečeno pa odšteva dneve, no, tako v vojski, ko so bili, jaz osebno nisem, ampak vem, da so vsi delali križce na koledarju, tako da, ne vem, želim čim več prišparati, pa da čim prej odrinem na pot, pa da spet začnem živeti svoje sanje, ali kaj ne vem. No, če kdo tukaj od potencialnih sponzorjev tole gleda, naj Oliverja kontaktira. Res je, bom hvaležen za vsako pomoč, se slišimo, pa se dogovorimo za podrobnosti. Podjetje bo nekaj od tega imelo, tako kot si rekel, imaš prepoznavnost, tako da... Ja, definitivno mene mediji, na prejšnji poti so me vsi večji slovenski mediji spremljali, od televizijskih hiš do časopisov, tako da tudi verjamem, da bo zdaj isto, tako da, tako si omenil, tudi vsako podjetje bo imelo sigurno nekaj od tega, no. Je mogoče še kaj tazga, ki bi te mogel vprašati, pa te nisem, namreč sem malo članke prebral, ki so na internetu od tebe, pa sem iz tem malo vprašanje dobil, drugače osebno te ne poznam, res, da sem te spremljal. Zdaj, spremljal sem te to, kar se mi je pojavilo, ampak se mi je kar velikrat pojavilo, ne. Ampak ne vem, je mogoče kakšna taka stvar, ki bi bilo zanimivo, da jo poveš za moje gledalce, ki te jaz nisem vprašal. Pa v bistvu tako bom rekel, smo tako bolj kot ne vse predelala, si me dovolj spremljal, si se pripravil oziroma imaš prave podatke, kar je meni osebno najbolj važno, da če se z nekom pogovarjaš, da veš, kaj je sploh počel. Mislim, da smo zajela tisto neko bistvo. Ne vem, kaj lahko edin gledalcem povem, da treba je slediti sanjam, čeprav se res včasih sliši tako kičasto, ampak jaz sem to že milijonkrat poudaril. 10 let nazaj tudi sam nisem verjel, da lahko prehodim neko tako pot, da lahko živim svoje sanje. Tako da ja, sledite temu, predvsem mlajše generacije, pa to ne raje biti hoja. Če vam je strast potovati na drug način, če vam je strast, ne vem, karkoli doseči v življenju, odpreti svoje podjetje, gled boste sami verjeli v sebe, ne rabite poslušati tistih, predvsem tistih, ki vam bojo rekli, da vam bo spodletelo, ne, tako da. Sam naravno smet nek cilj pred očmi, jasno zastavljen cilj, pa vam more ratati. Pa tudi, ko bodo drugi videli, da se trudite, vam bojo preko slej priskočili na pomoč. No, tako da, to je neka moja misel za na konec. Hvala za povabilo, Tomaž. To si vrhunsko povedal, tako da nas ljudem primanjkuje te motivacije, pa tako naprej. Nažalost, vsi gledamo samo negativne stvari življenja. Je pa ogromno dobrih, predvsem to, da se zjutraj zbudiš, pa da je še vsaj en dan pred teboj, pa ga poskusiš maksimalno izkoristiti, ne? Je pa verjeten ta občutek, ki si ti prišel na cilj, gor na Aljasko, to je najbrž fenomenalen občutek, ki ga človek lahko doživi sam parkrat v življenju. Sigurno, pa jaz ga sploh nisem doživel takrat, ko sem jaz tisti prišel, polno je bilo emocij. Če ne druga, tam so te ljudje pričakali, ki si ne misli, da te bo nekdo na cilju pričakal, daleč od doma. Ja, bil sem srečen, bil sem zadovoljen, tako sem rekel, pa bil sem predvsem samozavesten, bil sem ponosen na sebe, da mi je uspelo, pa da sem se fajn imel. Tako da sem, poln sem bil sebe, oziroma res sem bil srečen. No. In meni je bistvo, da ko potujem, da sem srečen večkrat na dan, ali pa ne vem, 5 dni v tednu sem srečen. In to je meni najbolj važno, da imam tisti hormon sreče, se je tako pogosto sproščal, da ne znam povedati. No. No, super. Res ti hvala za tale, saj meni se tako zdel zelo lep intervju, tudi malo motivacijski, tako da jaz mislim, da gledalci marsikaj pametnega bojo lahko tvojih besed ven potegnili, tako da tudi jaz se ti iskreno zahvaljujem, da si pristal na to, tako da res hvala, pa res srečno pot in vse najboljše ti želim na novi poti. Še enkrat hvala za povabilo.
Za vse gledalce pa jaz upam, da vam bo moja zgodba všeč. Itak ste pa vabljeni, da naj Oskarlito spremljate na naslednji poti. No, še to mogoče povejva. YouTube kanal imaš kako? Oliver Tič. Oliver Tič, Facebook isto, ne? Isto Oliver Tič, Instagram pa Oli the Walker. No, evo, to pejte, pa pejte Oliverja malo za podporo zaslediti, pa kaj poglejte. Jaz sem prepričan, da je to zanimivo. Verjamem, se bo začelo dogajati 13. aprila naslednje leto na polno. Super. Zdaj pa mislim, da smo vse povedala, res hvala in te bom tudi jaz spremljal. Super, hvala še enkrat za povabilo. Gledalci vam pa hvala in adijo.